8. marca je s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi občine Slovenske Konjice potekala tiskovna konferenca na temo Domača tehnologija na področju javne razsvetljave v občini Slovenske Konjice. Predstavili so razvite svetilke podjetja Grah Automotive d.o.o. iz Slovenskih Konjic, ki so nameščene v občini Slovenske Konjice. Predstavljen je bil tudi povzetek aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2010 na področju javne razsvetljave v sodelovanju s podjetjem Grah Automotive d.o.o. Na tiskovni konferenci je bil predstavljen tudi prototip svetilke za Stari trg in še načrt predvidenih aktivnosti v letu 2011. Poglejte, pravzaprav je pri vsaki novi stvari potrebno imeti nek impuls in seveda nas sili vse lokalne skupnosti, celotno državo sili uredba na področju predpisov na področju javne razsvetljave. In do leta 2016 je naša lokalna skupnost dolžna prilagoditi svojo javno razsvetljavo standardom, ki jih velja Evropska unija. In mi smo v lanskem letu pristopili k zamenjavi obstoječe neustrezne javne razsvetljave. In če ponazorim, kaj pomeni prihranek na primeru Liptovske ulice, kjer je bila predhodno montirana seveda stara, zastarela svetila, ki so bila montirana, ki so porabila 800 oziroma skupaj z dušilkami 900 vatov. Danes je na tem mestu montirana svetilo, ki porabi 92 vatov, se pravi prihranek je skoraj 90 ali pa recimo temu 90% na sami električni energiji. Poleg tega pa je tudi ustreza tej uredbi, tako da bo po letu 2016 bomo lahko mirno spali. 170 tisoč evrov letno porabite za vzdrževanje, ste porabili ta znesek potem? Do sedaj smo porabili 170 tisoč evrov, oziroma v lanskem letu smo namenili 190 tisoč na račun teh investicij v samo zamenjavo svetil. Seveda pričakujemo na koncu tega obdobja, da bo mogoče strošek z vzdrževanjem in stokovino ostal na 20–25% trenutne vrednosti v proračunu. Drži, mi smo to začeli delati 2 leti pa pol nazaj, smo začeli, bom rekel, ravno v času največje avtomobilske krize smo mi bili v razvoju teh svetilk in smo praktično, kjer se je poklapalo ravno s tem izhodom iz krize in z našo svetilko, da smo to naredili. Celoten razvoj v Konjicah, res je, Konjice so bile prva občina, katera se je odločila, da kompletno infrastrukturo, bom rekel, svetlobno infrastrukturo zamenja z našimi svetilkami. Projekti v tujini tečejo. Mi smo lansko leto okoli 22 tisoč svetilk prodali, teh po celem svetu ste videli projekte od Arizone, letališče Phoenix v Arizoni smo dobili, indijanski rezervat v Arizoni, potem Dubaju, potem bom rekel Nemčija, Francija, Italija, Avstrija, zelo močno, Madžarska, praktično po celem svetu smo zdaj prišli in tudi, če boste šli na našo novo internetno stran, ki je od včeraj bom rekel, šla v živo, bila požegnana z naše strani, boste videli, kje vse smo prisotni, kje imamo distribucijsko mrežo in to so distribucijske mreže tam, vse povsod tam, kjer že imamo tudi projekte na ulicah. To meni ne more biti nekdo distributor, pa da nima vsaj ene ulice nekje tesne postavljene, kamor vozi potencialne stranke pokazati, kakšna je ta luč. Prednost tehnologije za laično povedano naprej? Bistveno manjša poraba električne energije, do 90%, v nekaterih primerih še več, ker mi se moramo zavedati, da v Sloveniji in v svetu so bile nekatere svetilke napačno zbrane na neko ulico, ker se pač dajalo, naj bo malo bolj svetlo, ne po uredbah ali pa nad uredbami. To je prva. Druga prednost je dolga življenjska doba. Tretja prednost je svetijo v belo nevtralnem področju, kjer je barvna reprodukcija bistveno višja kot pa pri ostalih svetilih, zaradi tega, ker to pomeni barvna reprodukcija, da barve, ki jih mi spoznavamo in vidimo pod naravno svetlobo, jih zopet vidimo pod to umetno svetlobo. Tudi sami ste omenili nekaj pomisleke v zvezi z recimo to LED tehnologijo, ki se pojavlja v javnosti. Kako odgovarjate na to?
Nekaj časa na začetku smo dosti iskali pa kupovali te študije, ker so se vedno nekateri sklicevali na neko študijo, tam, bom rekel, v Nemčiji, pa neko na japonsko, pa neko ameriško. Mi smo laufali za temi študijami, kupovali te študije, zapravljali denar, na koncu smo ugotovili, da tistih študijah nič kaj takega ni, ampak ker je pač študija od nekoga prominentnega, se pač neka društva sklicevala na te študije in potem, ko smo pa prišli do tega, ko smo pa to prebrali, smo videli, da temu sploh ni tako, da je ravno kontra temu, ravno obratno. In tako da praktično zdaj se pa ne znemirjamo, zakaj. Mi pravimo eno stvar, če eni Američani rečejo, pa veste, kako so zakoni v Ameriki, čim nekaj ti lahko nekomu škodiš, so tožbe odzadaj take, da je veselje. In če so oni rekli, ne, to je ta pravo in celo suportirajo samo to, ne energetsko varčnejšo, ampak energetsko let varčnejšo razsvetljavo, do 50%, pa če eni Nemci rečejo še dodatnih 20%, če grejo v menjavo svetil v varčnejše let razsvetljavo, potem mislim, da take države tudi nekaj več vejo, kot pa mi, verjetno, rekel. Marsikaj po svetu ste že prisotni, ko ste povedali, velik izziv predstavljajo slovenske lokalne skupnosti, občine, ne? Vsekakor, bom rekel, sicer slovenski trg ni toliko velik, ampak gre pa za prestižnega pomena. Če smo v Sloveniji, zakaj ne bi mi v Sloveniji delali, zakaj bi morali v Sloveniji vleči neko kitajsko robo? In bom rekel, največji absurd, kar sem večkrat že omenil, je, da bodo slovenska podjetja na kohezijskih skladih pridobivala sredstva, subvencije, bom rekel, v višini 40% nepovratnih sredstev in bo s temi subvencijami kupovali kitajsko luč. Ja, kje pa živimo? Evropska unija da ta denar, to pomeni, naj bo produkt evropski, ne ameriški, evropski. In Slovenija je članica Evropske unije, to pomeni, naj pride potem tudi lahko iz Slovenije. Koliko ljudi dela trenutno na tem programu v bistvu? Rečemo med 40 in 50 ljudi. Ampak to je različno, ker mi imamo vzpone, bom rekel, ko moramo več delati zaradi naročila, takrat tisto izpolnimo, ker mi smo le lansko leto zgradili eno linijo, ki ima kapaciteto 1.200.000 luči na letnem nivoju. In če mi tisto zaženemo, lahko 2 dni delamo, pa imamo celo mesečno proizvodnjo ali pa pokrito recimo potrebe in delajo nekaj časa tam, potem jih pa vrnemo na kabelsko konfekcijo ali pa na elektroniko. Tako da kar znotraj firme to mešamo. To pa še mogoče, ko smo že prej se dotaknili, korak naprej ste storili na tem Komusovem travniku, ne? Ja, zdaj 1. marca je bil, bom rekel, požegnan tale komunalna ureditev, po kateri se bomo pa zdaj lahko končno lastniki lotili te izdelave tega, ker pred tem, bom rekel, da lahko sploh pridobiš gradbeno dovoljenje ali pa greš zaprositi za gradbeno dovoljenje, je treba vedeti, da mora biti najprej sprejet prostorski zazidalni načrt, na osnovi katerega lahko. Mi lahko gremo prositi gradbeno dovoljenje, samo zakaj bi šli prositi, če naprej veš, da ne moreš, ker ni osnove za to izdajo gradbenega dovoljenja. To pomeni, da ti dobiš projektne pogoje in tako naprej. Da se pa lahko vse to dobiš, mora biti pa prej stvari, bom rekel, tudi narete, pripravljene projekte in tako naprej, ki pa niso pri nas. In zdaj imamo ta prvi korak, ki ga bomo lahko naredili, to pomeni, moramo komunalno ureditev narediti in na osnovi tega, ko bo to naredilo, potem pa gradbeno dovoljenje. Pomeni koraki, po kateri moraš iti, ne moreš prehitevati. Lastniki zemljišč ste se že dogovorili? Ja, mi smo bili že 2-krat skupaj. Ja, vsak bo dal, kolikor ima delež na tem zemljišču. V glavnem, mi moramo to financirati. Načrtujete že letos, naslednje leto pa potem že? Mi načrtujemo, da bi to komunalno ureditev letos do konca izgradili, ker bom rekel, kar nekaj interesentov teh lastnikov, ki imajo željo začeti potem drugo leto to delati. Mi pa, če bo tako kaže, kot zdaj kaže, tudi mi se bomo potem odločali za možnost nadaljevanja. Želite pa na tem novem objektu v bistvu preseliti iz sedanjega? Ja. Čisti, bom rekel, prvič prostorska stiska, saj kdor je bil pri nas ve, v katerih razmerah smo, zunaj imamo šotor postavljen, ne bi rekel, da zgledamo kot kaj, zaradi tega, ker ne bi bilo lepo, ampak bom rekel, taki proizvodni, ko imamo mi visoko vrhunsko tehnologijo, ne pridiči zravno en šotor pred firmo, a ne.